Pozdravljeni nazaj na šestem simpoziju slovenskih raziskovalcev v tujini. Danes zaključujemo z panelom Modeli človeške fiziologije, katero bo moderiral dr. Uroš Maver. In ti kar predajam besedo. Ja, zdravo, hvala Neža. Lep pozdrav vsem skupaj. Najprej bi rad povedal, da mi je osebno veliko veselje in čas, da lahko vodim panel s temi res obetavnimi posamezniki. Verjamem, da boste moje navdušenje delili tudi vsi, ki boste poslušali. Bomo pa seveda vnaprej nekaj več slišali o Tinetu, Mojci in Matiji. Drugače pa, da pa ne začnemo popolnoma na suho, dajmo najprej mogoče nekaj uvodnih besed nameniti samemu področju, s katerim se bomo danes ukvarjali oziroma o katerem bomo slišali nekaj več. In sicer zdi se mi pomembno, da predstavimo to področje iz vidika, ki je zelo ključno tako za nas kot raziskovalce, kot tudi na splošno mogoče za nek nivo translacijske medicine. Samo malo, a mi ne dela? Se opravičujem. Zdaj vidim. Očitno, ker sem se že prijavil na začetek Gather, mi je tam že zajemalo podatke, tako da se opravičujem. V redu, torej nekaj kratkega o modelih človeške fiziologije. Torej, kaj so sploh to modeli človeške fiziologije? Tisti, ki niste domači na tem področju, verjamem, da boste veseli nekaj uvodnih besed. In sicer lahko bi rekli, da se ljudje že stoletja ukvarjamo dejansko s človeškim telesom. Zdaj, pri tem nas zgodovina dejansko uči, da je bilo za marsikatero pridobljeno znanje potrebno pogosto poseči po nekih živih organizmih. Zdaj, to so bile pretežno različne živalske vrste, med katerimi pa seveda ljudje nismo bili izvzeti. Rekel pa bi mogoče, da je nek prehod ali pa preskok v tem znanju nastopil predvsem v zadnjih 20 letih, ko se je naše razumevanje neke človeške fiziologije, pa tudi patofiziologije doseglo vseeno stopnjo, ko so razlike med posameznimi organizmi, pa tudi nianse med posamezniki znotraj vrste zavladale našim prizadevanjem, po kar se da popolnem razumevanju nekega kompleksnega dogajanja v človeškem telesu. In to velja tako v zdravju, kot v bolezni. Tako je tudi vse bolj jasno, da nujno potrebujemo kar se da kompleksne in vitro platforme za preiskovanje različnih organskih sistemov v nadzorovanih, simuliranih pogojih, ki posnemajo tudi različna stanja seveda v človeškem telesu. No in zdaj na podlagi te človeške neizčrpne radovednosti in iznajdljivosti, ki je že pregovorna, seveda smo že precej blizu res naprednim takšnim sistemom, kar je tudi morda nek najboljši skupni imenovalec tem predavanj, ki jih boste danes slišali od naših predavateljev. Tine recimo se za svojo ekipo razvija tako imenovane mikrofiziološke oziroma fiziomimetične sisteme, ki vse bolj ponazarjajo kompleksne povezave med različnimi organskimi sistemi. Mojca se po drugi strani recimo ukvarja z raziskovanjem patofizioloških mehanizmov prisotnih pri avtoimunih boleznih, za kar razvija različne 2D in tudi 3D celične in tkivne modele. Zdaj, ključno pri vsem skupaj pa ni zgolj, kako dobro nek model razviješ, temveč tudi, kako boš dogajanje v njem dejansko lahko na nek konkreten pa kompleksen način spremljal v realnem času in iz posameznega modela seveda potegnil kar se da največ informacij, da si boš lahko pri tem pomagal potem bodisi pri razvoju nekih novih terapevtskih pristopov ali pa vsaj poglabljal neko razumevanje patofiziološkega procesa pri določeni bolezni. No, Matija recimo pa ravno prihaja iz podjetja, ki dela prav to in sicer v ospredje postavlja različne metode, ki dejansko pomagajo nam vsem, ki se s tem ukvarjamo. Torej, za konec uvoda naj še samo povem, da modeli človeške fiziologije niso edino, kar združuje naše predavatelje. Vsi so namreč tudi naredili doktorate v Sloveniji, kar vseeno pomeni, da naš šolski sistem očitno v redu deluje. Več morebitne diskuzije tudi na to temo, pa bo imelo seveda smisel, ko bomo slišali same predstavitve. V redu, zdaj pa se kar posvetimo našemu prvemu predavatelju in to bo Martin Trapečar. In sicer nekaj besed še o njem. Tine se je takoj po doktoratu, to smo zelo ponosni na njega, ker je alumni naše fakultete, odpravil na podoktorsko izobraževanje v ZDA. Najprej ga je pot vodila v San Francisco na Gladstone inštitutu Univerze v Kaliforniji, na kar pa se je priključil skupini Linde Griffith na slovitem MIT-u. Prav tam je tudi največ naredil v smeri razvoja nekih novih modelov človeške fiziologije, čeprav lahko rečem, da je že tudi njegov doktorat bil dejansko usmerjen v to področje.
Odlični rezultati iz tega obdobja so ga tudi pripeljali do njegove trenutne afiliacije v Johns Hopkins School of Medicine, tam vodi tudi zdaj svoj laboratorij z področja človeške biomimetike. Drugače, zdaj pa predlagam, da Tine kar poveš nekaj več sam, tako da beseda je tvoja. Najlepša hvala. Najprej bi preveril, da me lahko vsi slišite in vidite moj ekran in predstavitev. Ja. Smo tam ali ne? Jaz vidim vse, tako da... Slišiš me tudi? Tudi slišim te verjetno, tako da... Hvala. Smo že prejšnji tudi sprobala, ne? Tako da... Velja. Dobro, najprej bi se rad iskreno zahvalil za priložnost, da se danes malo podružim z vami in da uspem z vami podeliti neke znanstvene teme, ki so meni zelo blizu in sem za njimi zelo globoko ukvarjam in moram najprej reči, da se mi zdi izjemno pomembno, da se raziskovalci tako doma kot v tujini povezujemo, da najdemo skupne sinergije, da si pomagamo in upam, da je današnji dan en dodatni korak k temu in bi še predno sploh nadaljujem s čimerkoli želel reči, da kogarkoli zanima karkoli več o mojem delu ali si predstavlja kakršnokoli obliko sodelovanja, bom zelo vesel stika z vami. Torej, hvala Uroš za že kar zajeten uvod današnje teme. Zdaj sam se ukvarjam z razvojem mikrofizioloških sistemov človeka, kar spada v neki širši ekosistem različnih modelov, s katerimi želimo ponazarjati človeško biologijo. Samo trenutek. Torej, če pomislimo in malo izumiramo daleč stran in se vprašamo, kaj so nekatere večjih izzivov, s katerimi se danes soočamo v medicini, če damo COVID za 5 minut na stran, bi rekel, da so izmed večjimi izzivi gotovo metabolna obolenja, avtoimunske bolezni, rak, nevrodegeneracija in to so vse v bistvu zelo kompleksne patologije, ki niso v bistvu večinoma ne stojijo same za sebe, vendar so pogosto tudi povezane. Vemo, da recimo kronični procesi vodijo do različnih onkoloških sprememb, razvoja raka. Tudi vemo, da različna metabolna obolenja so povezana z večjo avtoimunostjo ali so povezana z nevrodegeneracijo. Torej niso samo vsaka za sebe kompleksna, vendar pogosto pridejo tudi v kombinaciji druga z drugo. Zdaj, če pomislimo, kaj do njih vodi, ni samo nek patogen ali samo en gen ali samo en vpliv, ampak večinoma za te kompleksne bolezni velja, da so kombinacija gotovo okolja, delno starosti in pa tudi naše osnovne genetske zasnove. Ponovno vsak od teh parametrov tukaj navedenih ne stojijo za sebe, ampak so med sabo zelo globoko in intimno povezani. Za večinoma, če pomislimo tudi čisto granularno, vidimo, da so vse te bolezni niso samo del enega mehanizma, ampak so vključujejo različne števila različnih celičnih populacij, vemo, da vsebujejo imunski sistem, metabolizem in ponovno niso vsak za sebe, vendar so zelo intimno povezani med seboj. Zdaj, kar gotovo doprispeva k našemu slabemu poznavanju in nekim trajnostnim rešitvam prav tem bolezni je, da je izjemno težko določiti, kaj je vzrok pri takšnem obolenju in kaj je posledica, še posebej, kadar razmišljamo o vseh mehanizmih, ki vplivajo na osnovni nastanek bolezni. In če pomislimo, na kakšna orodja imamo kot raziskovalci na voljo, so po eni strani imamo neke top-down modele, kjer bi rekli, da iz velike kompleksnosti, kot je recimo živalski model, recimo miš. Miška je iz vidika biologije kompleksen organizem, kjer lahko mogoče odstranimo en določen gen in poročujemo, kaj je naloga tega gena, ali odstranimo določeno celično populacijo in gledamo, kako pomanjkanje te celične populacije vpliva na potek bolezni, ali iz obratne smeri, od spodaj navzgor, pa imamo recimo bolj enostavnejše sisteme, kot so recimo celične kulture ali posamezna tkiva, ki jih lahko manipuliramo v laboratoriju in v bistvu razmišljamo o tem, kakšni mehanizmi lahko
do prispeva k razvoju bolezni. Kar pa je težava pri vsem tem je, da nekako nikjer do sedaj nimamo možnosti neke sredinskega nivoja in moje razmišljanje mojih kolegov je, da so ravno ti nekoliko kompleksnejši mikrofiziološki modeli človeka mogoče odgovor k temu, da bi lahko začeli preučevati v bistvu kompleksnejše mehanizme v človeški biologiji, pa vendar dovolj enostavni, da jih lahko kontroliramo in da lahko začnemo preiskovati, kaj so vzročno-posledicni odnosi med celicami in patološkimi procesi. Če na hitro v bistvu sploh pogledamo, kaj mikrofiziološki sistemi so, načeloma so to in vitro modeli, ki ponazarjajo ključno delovanje enega ali večjih tkiv in to s pomočjo uporabe specializiranih bioloških materialov in simuliranega pretoka telesnih tekočin. Zdaj, v primeru na tej slikici lahko vidimo, je to recimo ena taka platforma, na kateri je lahko vključenih več posameznih mikrofizioloških sistemov, ki so med sabo povezani in tako tvorijo večorganski mikrofiziološki sistem. V tujini se pogosto imenuje oziroma tak zelo razširjen izraz za te vrste tehnologije Microphysiological Systems ali MPS. Mislim, da bom nekakrat predstaviti omenil MPS, tako da to v bistvu to, s čimer mislim to. Drugače pa je pogost izraz, ki se tudi večkrat uporablja, je organs on a chip ali humans on a chip ali tissues on a chip, to bi rekel je nekako podzvrst teh različnih mikrofizioloških sistemov, za pač toliko, če se boste za tem izrazi srečali, da boste vedeli, zakaj se gre. Torej, tu je nekaj primerov mikrofizioloških sistemov, to je organ on a chip, ki ga je razvil profesor Roger Ken na MIT-ju. Osnova tega čipa je, da je želel ponazoriti mikrovaskulaturo in kako se v bistvu celice potujejo skozi ožilni sistem. Tukaj v tem primeru gre za migracijo rakastih celic, ki se pretaka iz enega dela na drugega. Tu pa je primer en od bolj poznanih organs on a chip, ki jih je razvil Don Ingber na Institutu Weiss, kjer je v bistvu ta mikročip oziroma mezofluidni čip je sestavljen iz osrednje membrane, na kateri so lahko gojene celice ali več različnih celic, ob strani pa so z uporabo vakuma v bistvu ustvarja raztezanje in krčanje materiala, kar recimo v primeru simulacije pljuč ponazarja dihanje ali v primeru prebavil pač gibanje črevesja. Zdaj, če pogledamo malo bolj natančneje, kaj mikrofiziološki sistemi so, poznamo v bistvu sisteme, ki ponazarjajo delovanje enega tkiva ali organa, poznamo tudi sisteme, kjer je več posameznih med seboj povezanih, torej da lahko tekočine prosto preteka med njimi, ali pa prav platforme, ki so namenjene večorganskim interakcijam in preučevanju tega. Zdaj, kar se tiče bioloških materialov, ki jih lahko vključujemo v vse te različne modele, bi rekel, so lahko uporabljamo celične kulture, izvorne celice, tkiva, organoide, tudi 3D tiskana tkiva. Zdaj, glede same integracije vseh teh tkiv na te vrste orodij, lahko so celice komplet v mediju, lahko so vključene v bolj specializirane biološke materiale, lahko so cirkulirajoče, torej da se pretakajo, lahko ustvarjamo različne modele mukoznih barier, kot recimo pljuča ali črevo, lahko pa tudi ustvarjamo bariere, ki predstavljajo recimo pljuča ali pa sisteme, kjer je v bistvu prihaja do izmenjave med zrakom in tekočinami. Poznamo tudi več različnih pristopov k izmenjave tekočin med temi sistemi, lahko so čisto statične, torej brez nekega premika, lahko so te platforme postavljene na neko pasivno premikanje, kjer se potem posledično pride do pretakanja tekočin. Poznamo različne kontinuiran pretok ali enkratni pretok, kar pač diktira v bistvu vprašanje biologije in pa seveda lahko vključimo vse te sisteme, razmišljanje o tem, kaj so recimo neki naravne
sile, ki vpliva na delovanje celic, in v tem primeru je to recimo lahko mehanska ali vpliva na količino kisika ali dodajanje hormonov ali različnih vnetnih faktorjev. Na tej sliki pa je v bistvu nekaj primerov več organskih mikrofizioloških sistemov, ki so trenutno na trgu ali v uporabi na različnih laboratorijih. Recimo en iz Kolumbije, iz laboratorija profesorice Gordane Novaković, kjer je poskušala povezati različne modele kože, okostja, srca in jeter, pač kot en primer. Kadar govorimo o večorganskih mikrofizioloških sistemih, v bistvu je cilj preučevanja nekega biokemijske komunikacije med različnimi tkivi in organi, ki so vključeni na te vrste platform, in pa tudi samo premikanje celic, torej recimo celice imunskega sistema, ki lahko se premika med posameznimi deli platforme. Na teh platformah, kar delamo, je, da proučujemo v bistvu to signalizacijo med različnimi tkivi in jih probamo razčleniti na posamezne komponente, in pa seveda tudi proučujemo različne ali celice, ki komunicirajo v tem postopku, s tem, da tehnologije, ki jih uporabljamo za analizo vsega tega, so praktično podobne ali enake temu, kar bi uporabljali pri poskusih z miškami ali pa z človeškimi tkivi. Zdaj, široka uporabnost teh tehnologij je kar evidentna že sama po sebi, ampak moram reči, da v osnovi čisto začetku, recimo 20 let nazaj, je primarna ideja za te vrste modelov bila preučevanje varnosti in toksičnosti novih zdravil, torej predno bi šle ali na teste za živalmi ali na uporabo človeka, smo poskušali s temi sistemi ugotoviti neke stranske učinke na zaželene, ki bi bile mogoče specifične za človeka. Moram pa reči, da v zadnjih 5 letih pa je pospešena uporaba teh sistemov predvsem za proučevanje čisto fundamentalne fiziologije, za proučevanje, odkot prihajajo bolezni, za interakcije med mikrobi in gostitelji, na primer. In kot se je pokazalo ravno v COVID-u, se je kar nekaj teh smo uporabljali za proučevanje vplivov COVID-a na različna tkiva in testiranje različnih terapevtskih priložnosti za zaviranje virusne rasti, kot en primer. En od zanimivejših uporabnosti za mene osebno je tudi, ker sem sam vključen v ta program, je uporabljanje teh mikrofizioloških sistemov za proučevanje vpliva vesolja, torej NASA ima en velik program, kjer dejansko na International Space Station uporablja in gojijo te tipe celičnih modelov in proučujejo, kako vesolje vpliva na človeka na ta način. Zdaj, to je en slajd, ki ga rad pokažem, samo zato, da demonstriram, da je že to kar neka zrela industrija, da več ni tako obrobna znanost, ampak da je kar nekaj podjetij, ki ali ponujajo več organske sisteme ali posamezna tkiva in tako naprej. Zdaj, eno od večjih prebojev na tem področju je ravno bil dosežen v laboratoriju profesor Line Griffith na MIT-ju, to je v bistvu dom, kjer sem preživel svoje postdoktorsko usposabljanje. Njena ekipa je s podporo ameriškega ministrstva za obrambo razvila en tak sistem, ki omogoča kokultivacijo do 10 različnih mikrofizioloških sistemov z različnimi pretoki, in na tej platformi so tudi lahko obdržali do 10 tkiv v komunikaciji za trajanje enega meseca, kar je precej dolgo obdobje. In ko sem se jaz pridružil Linjenemu laboratoriju, sem v bistvu uporabil to tehnologijo, da smo razmišljali o neki novi verziji tega mikrofiziološkega sistema, kjer smo razvili interakcijo med 3 različnimi tkivi, torej namesto da bi 10 gledali, smo razvili en nov sistem, kjer lahko med sabo komunicira 3 mikrofiziološki sistemi. In primer tega, predvsem mojih teh nekih primarnih raziskav je bilo, da sem želel ponazoriti določene aspekte vsi črevesja, jeter in možganov in pa tudi vključiti različne celice imunskega sistema, ki se tako med organi pretakajo. Mi smo te interakcijske študije izvedli in tkiva in medije, ki se pretaka med temi, zanalizirali z različnimi omik tehnologijami, kot je pač RNA-seq, metabolomika in tako naprej. In bi vas povabil, da si preberete članke, ki so nastali na podlagi tega dela,
ker danes definitivno ne bom imel časa kaj več o tem povedati. Zdi se mi pomembno, da kadar razmišljamo o mikrofizioloških sistemih, da je uvodno vprašanje vedno, kaj je tista biologija ali tista bolezen, ki bi jo želeli ponazoriti, tako da vedno, ko razvijamo nov sistem, se najprej vprašamo, kaj so tiste res pomembni aspekti, ki jih želimo ponazoriti. In primer recimo svojega dela za osjo črevesja, jeter in možganov smo seveda najprej želeli razmišljati o črevesju, ki je neka prva vstopna točka in za mikrobe in za prehrano in za mnoga zdravila. Se najprej vprašali, kaj so tiste lastnosti, ki jih želimo ponazoriti, kaj so tiste lastnosti jeter, ki jih želimo doseči, kaj so tiste imunske celice, ki so pomembne za tista biološka vprašanja, ki smo jih imeli, in kakšen način uporabiti, da ponazorimo model možganov. In v bistvu to je taki stranski prerez, da se vidijo različni vodnjački, v katere lahko vključimo te različne celice, med njimi poteka izmenjava medija in pa cirkulacija celic. To je čisto en prikaz, kako vsakodnevno življenje izgleda v laboratoriju in kako te naprave izgleda, kakšne velikosti so. V bistvu ekipa, s katero sem delal, in moram reči, da smo se definitivno tudi zelo zabavali ob poskušanju izvesti te poskuse. Skratka, za primer, čisto kot mikrofiziološki sistem črevesja, smo uporabili celice ljudi, ki smo jih gojili v obliki organoidov in smo jih kasneje naselili na posebne membrane, dodali celice, kot so makrofagi in dendritične celice. V primeru jeter smo uporabili posebne skafolde, v katere smo lahko vključili primarne hepatocite in kupferne celice, torej celice, ki prezentira antigene v jetrih. Za možgane sem sodeloval z ekipo Rudolf Jeniša, ker smo iz induciranih pluripotentnih izvornih celic diferencirali v mikroglije, kar so imunske celice možganov, astrocite, nevrone, in jih tako v bistvu v tej obliki naselili na aparat, ki sem ga prej pokazal. Med drugim smo tudi vključevali različne CD4 pozitivne regulatorne in T17 limfocite v vse te interakcije, ki so krožile med temi organskimi sistemi. In kar tudi rad omenim je, da smo se kar nekaj časa najprej ukvarjali z tem, kaj bi sploh dosegli s tem, da recimo, zakaj bi sploh poskušali vključiti črevo in jetra v interakcijo, in kar vidimo je, da enostavno vsak od njih posamezno delujejo povsem drugače, če se lahko vidijo drug drugega ali so v izolaciji. Primer delovanja jeter je povsem bolj naravno, če je v sodelovanju z črevesjem kot pa obratno. Enako velja za naš model možganov. Smo v bistvu videli, da če vključimo možgane v interakcijo, model možganov, če jo vključimo v interakcijo z jetri in črevesjem in dodamo imunske celice, vidimo precej boljšo diferenciacijo vseh teh celičnih tipov v nekaj, kar je bolj podobno našim dejanskim možganom. Istočasno lahko iz teh medijev, ki so pretočeni med temi tkivi, lahko v bistvu analiziramo različne signalizacijske molekule in jih primerjamo z vrednostmi v človeku. Tako tudi v bistvu, če primerjaš serumske vrednosti različnih vnetnih faktorjev med temu, kar poznamo iz človeka, v sivem so recimo ta nek rang, ki jih poznamo iz klinike, in jih primerjamo recimo z rangi, ki jih dosegamo na teh mikrofizioloških sistemih, vidimo, da lahko pridemo precej blizu temu, kar bi tudi zasledili v človeku. Zdaj, kar se tiče mojega trenutnega dela in kar počnemo v mojem laboratoriju, je, da v bistvu nadgrajujemo ta pristop. Kar počnemo je, da zbiramo različne tipe tkiv od istih donatorjev, torej od istega pacienta. Zbiramo zdrava in obolela tkiva. Ta tkiva, ko pride v laboratorijih, najprej razstavimo na enostavnejše komponente, torej na posamezne podpopulacije celičnih tipov. Te potem v različnih levelih kompleksnosti sestavljamo nazaj, torej primer, lahko imamo samo črevesne epitelije, lahko pa jih nadgrajujemo z imunskimi tipi ali pa veznim tkivom in tako naprej.
in ko jih imamo v interakciji, lahko ta sistem potem perturbiramo z različnimi spremembami v metabolizmu, hormoni ali imunskimi signali in uporabljamo potem sistemsko biologijo, da dobimo nova spoznanja okrog tega, kako v bistvu vsi ti celični tipi med seboj sodelujejo, kaj je pomembno za njihovo sodelovanje in kako pride do čisto nekih prvih zametkov različnih bolezni. Kar se mi zdi, da so neke priložnosti za sodelovanje, recimo, če bi koga zanimalo, je, da z temi sistemi lahko sodelujemo na iskanju nekih fundamentalnih izvorov bolezni, ki niso jasne na področju regenerativne medicine. Jaz mislim, da samo tiskanje organov bo doseglo neko mejo, kjer bo treba upoštevati dejansko medorganske interakcije, če bomo želeli razvijati relevantne sisteme za transplantacije. Tudi sintetična biologija, če bomo želeli poznati več okrog tega, bomo morali imeti sisteme, s katerimi to preverjati, in pa seveda nekako tako očitna priložnost je iskanje novih terapevtskih tarč in njihove varnost in tako naprej. S tem bi se vam rad zahvalil za pozornost, bi pa hkrati omenil, da naslednje leto, konec maja, organiziramo prvi nek svetovni srečanje ljudi, ki se ukvarjajo z mikrofiziološkimi sistemi na splošno. Ogromno partnerjev iz Evrope, vključno z Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropska agencija za medicino, ameriški FDA, ogromno farmacevtskih partnerjev tudi v tem. In bi vas povabil, da se prijavite oziroma da poskušate sodelovati. Hvala lepa. Mislim, da se boš moral unmutati, Uroš. Evo, se prevečujem, sem slabo stisnil. Jaz sem že sicer bil navdušen, del predstavitve sem že videl, tako da jaz tako mislim, da imamo veliko tudi sama si zapovedati, ampak dajmo najprej besedo ostalim poslušalcem, če mogoče so kakšna vprašanja za Tineta in njegovo tudi vizualno zelo impresivno predstavitev, moram reči, tako da tu bom z veseljem prišel k tebi v šolo, da me kdaj naučiš, kako te sheme lepo narišeš, ne? Biorender. Se imamo biorender, samo še vedno, veš, biorender je pač klikaš, izbiraš slikice, zlagaš, ampak moraš še vedno priti potem do tak lepih slikic, ne? Vedno, je morda kako vprašanje? Če ni, pa da ne bo... V bistvu vidim, da se... questions, ja, evo ga, vidim. In sicer prvo vprašanje, iz katerih materialov so običajno sestavljeni mikrofiziološki sistemi? Odlično vprašanje. To je izjemno odvisno od celičnih kultur, ki jih želimo vključiti v te sisteme. Torej, v bistvu bi razstavil na par komponent. Prvo je čisto uporaba materialov za izgradnjo teh aparatur, kjer se lahko odločamo med materiali, kot so PDMS, poliakrilati, različne druge čisto kemične surovine za izdelavo čipa samega. To je ena točka, kjer je treba upoštevati, kakšne so lastnosti teh materialov za absorpcijo, recimo stvari, ki so nam zanimive. Primer bi bil, so določeni materiali, ki na sebe zelo vežejo hormone, to pomeni, da jih težko uporabljamo za hormonalne študije, ker bomo dobili nereprezentativne rezultate. To je številka 1, številka 2, pa je čisto ta mikrookolje, ki ga ustvarimo za celice. To pa lahko uporabljamo recimo nekaj, kar je kot matrigel ali kar je v bistvu neka naravna ekstracelularna matrica. Malo se prečujem včasih, v bistvu ne vem, če imam vokabular izgrajen za slovenščino, za vse te pojme, zato se malo lovim pa poslovenjam neke stvari. Ampak poanta je pač, da lahko imamo različne materiale in je pač vse odvisno od tega, kateri celični tip imamo, kakšne signale to tkivo zahteva za obnašanje, kot bi se v telesu. Ok, mogoče jaz samo eno podvprašanje tu postavim, in sicer meniš, da so zgolj ECM komponente tiste, ki jih je potrebno v te materiale dajati, ali je potrebno neko matrico zgraditi, pa potem malo kombinirati s temi recimo naravnimi proteini in njihovimi deli, ki so dostikrat dragi, seveda ne, sploh če imamo neke rekombinantne proteine, recimo.
Absolutno, ja. V bistvu je, rekel bi, da je neka narava človeka, da želimo vse čim bolj kontrolirati in da je vse čim bolj določeno. Torej je ogromno energije se vlaga v razvoj materialov, ki bi bili kompletno definirani. Torej, da bi čim manj bilo prepuščeno nekim naključnim variacijam. Primer je serum za vzgojo celic. Pač vse bi dali, da bi imeli kompleten medij, ki je kompletno definiran in ga lahko vedno enako uporabljamo. Tako da, definitivno ena veja, ki gre v to. Ta drugo, kaj pa bi rekel, pa je, eno je to, kaj sploh kadar razmišljamo o večorganskih interakcijah, nastane težava ta, da recimo si izmišljujem, epitelijske celice imajo neke svoje zahteve in če želiš ohranjati matične celice v takem tkivu, boš moral dodati faktorje, ki spodbujajo rast teh izvornih celic. Enako velja za jetra, enako velja za pankreas, enako velja za vse drugo. In zdaj nastane težava, če imaš ti en medij, ki cirkulira med vsemi temi komponentami in bi hkrati v ta medij vključil vse te faktorje, boš enostavno preko sledi naletel na težavo, da ti faktorji negativno vplivajo drug na drugega, ker v našem telesu tudi se ne pretaka vse enako, ampak zelo regionalno, zelo na nekih mikro površinah, tako da se veliko energije se vlaga tudi v to, da se razvija materiale, ki bi čisto regionalno oddajali neke te faktore samo za tisto tkivo v neposredni bližini in da se ne bi to naprej pretakalo vso drugot. Tako da, to je tudi ena taka stvar. Okay, super, se reče, da ne bomo predolgi, bomo še pol lahko diskusijo peljali na GEDER. Samo to ste še mislili vprašati, bi svetoval raje vgradnjo večje količine ECM komponent ali bi raje rekel, da vgradimo diferencirane celice, ki bo si same proizvajale za ostale še mogoče matične celice, neke komponente, se pravi v že tem nastajajočem modelu. Se pravi, ker to je verjetno cenejša varianta, da ti postaviš okolje, v katerem diferencirane že dobro živijo, se dobro počutijo, nekaj proizvajajo, hkrati pa potem matične pa naprej dejansko gojijo same od sebe s tem, da jim proizvajajo svoje produkte. To bi bilo idealno, ja. Tak, v idealnem svetu bi to bilo to, v bistvu. Okay. Kdaj drugič mogoče še za kako debato. Imam pa še eno vprašanje, sicer Gregor Bordon je vprašal, ali vidite mogoče demant ali možnosti uporabnosti sistemov brez celic, ki oponašajo fizikalno-kemijske lastnosti tkiv za farmakokinetične študije. Fantastično vprašanje, absolutno ja. Še posebej ob tem moram omeniti, da vedno več poskusov, ki jih izvajamo, so vključene v te velike podatkovne baze, iz katerih zdaj že razvija tudi in silico računalniške modele določenih bioloških procesov. Tako da, če zdaj malo deviriramo od vprašanja, je v bistvu že kar dosti energije vložene v to, da se v bistvu čisto digitalizira, virtualizira določene biološke procese in v bistvu z poznavanjem kemijske sestave neke spojine bi v bistvu že kar dobre odgovore dobil čisto iz takega modela, recimo. Super. Pa še eno vprašanje imamo, in sicer celice, ki ste jih uporabljali, imajo najbolj zelo različne potrebe, kar se tiče optimalnega medija, se delno si že odgovoril. Kako ste se lotili tega izziva v kokulturi, koliko različnih celičnih tipov in kako je po vašem mnenju vpliv različnih medijev na različne te celične tipe? Za nekaj si že odgovoril, ampak mogoče bolj, če odgovoriš, kako ste to tehnološko vešli s tem sistemom? Ja, čisto v našem primeru, vedoč, da še nismo tako daleč, da bi lahko vzdrževali vse te populacije izvornih celic v vsakem od teh tkiv, smo se odločili, da smo najprej diferencirali v neko zrelo tkivo vsak od teh komponent, torej možgane, jetrno tkivo. V bistvu moram reči, da delam napako, ker vsakič rečem možgani, ker to niso možgani, ampak je pač nek model možgana, poenostavljen model možgana, ampak pač za lažjo komunikacijo rečem možgani. Torej, smo jih razvili do tega, da so že zreli v nekem stadiju, potem smo jih vključili na ta mikrofiziološki platformo in smo zbrali medij, ki je v bistvu najboljše toleriran izmed vsemi, ki so na voljo, in v našem primeru je to bil Williams E,
smo uporabili kot osnovo, to je v bistvu en medij, ki se že vrsto desetletja uporablja za vzgoj jeter. V našem sistemu so jetra bila tista, ki so bila najobčutljivejša. To je za čisto direktno odgovor. S tem, da za vse naprej pa v bistvu razvijamo nove, čemur se reče universal medium. Tako da en del naših naprezanj je definitivno razvoj boljših univerzalnih medijev, hkrati pa materialov, ki lokalno proizvajajo te neke mikrosignale, ki jih potrebuje celice, da živijo druga z drugo. Pa je tak output, input za vsak mikrofiziološki sistem, pa pol prepustne membrane, ne? Da že mogoče prefiltrirajo, kaj ne sme naprej. V redu, jaz še imam nekaj čisto takih vprašanj, sicer prvo vprašanje za tebe, mikrofiziološki ali fiziomimetični? Mislim, se pravi, veš, ker to je debata, čisto tako, da vemo, kako se pravilno izraža. Mikrofiziološki. Ker bo tudi ta prva neka Global Association bo v bistvu Microphysiological Society, tako da to je neka nomenklatura. S tem, da ne ob tem samo rečem, da mikrofiziološki sistemi niso samo ti humans on a chip, ampak so tudi recimo organoidi, spadajo v bistvu na grobo pod mikrofiziološke sisteme, tudi kakšne druge bolj 2D kombinacije, torej ni nujno, da je to čip. Tako da malo več za obsega, kot pa samo, če bi rekel. Ja. Se mislim, da si dobro prikazal, se pravi, ti imaš nek model, ki ga polivaš z nečim, da je bolj kot je to nadzorovano, bliže si nekemu naprednemu sistemu. Ne? Pa me še to zanima, tudi omenil si sam, da izolirate dejansko različne tipe celic od iste osebe. Ne? Zato je precej velik izziv, to pomeni, da moraš imeti relativno veliko bolnico, pa čakaš dejansko kot mrhovina, grdo rečeno, ne, da pač se nekomu nekaj zgodi. V kolikšni meri misliš, da je to ključno pri razvoju teh MPS sistemov, ali je pa to samo pomembno takrat, ko imaš imunsko komponento v sistemu, ki jo moraš nadzorovati, ali je tudi v drugih primerih, ko recimo gre za, se pravi, brez imunskega vpliva, ki seveda bo se različno odziva, če boš imel tkiva različnih oseb. Ne? Zdaj, rekel bi, da je področje večorganskih mikrofizioloških sistemov precej novo in malo, to je številka 1, tako da ni zdaj to nekaj, kar je streamlined. Številka 2, tudi če ne upoštevamo imunoloških odzivov, je kar nekaj razlogov, zakaj bi človek želel imeti donor-matched tkivo. In to so od epigenetskih izkušenj človeka do vseh genetskih riostatov, ki vpliva na to, kako se določeno tkivo odziva na signal od drugih tkiv, torej čisto neodvisno od imunologije. Torej, je kar nekaj razlogov, zakaj bi to želel. Tretje, kar pa je, da moram reči, da je ogromno tkiv se donira za transplantacije in ogromno teh tkiv se izkaže kot neprimernih za transplantacijo. Tako da načeloma, če si omrežen v te različne networke za dobavo organov za transplantacije, lahko prideš do tkiv, ki prihajajo od istega donatorja, od istega pacienta. Edino pač, kar je tehnični izziv, je, da se to mora zgoditi v 20 urah ali manj. No pa manjša država, oziroma manjšo bolnico, imaš v bližini, težje prideš do več organov od istega donorja. Ne? Seveda. Ja, to pa še samo čisto tako na tem MPS summitu, ko smo bili, ko si nas lepo povabil, je bilo tudi rečeno o standardizaciji teh modelov, se pravi, zdaj to pomeni področje res odrašča, ne? Zdaj, v kolikšni meri ti misliš, da je to potem še vedno toliko odprto, da bomo tudi manjši lahko zraven prišli, ali bo to samo še en način monopolizacije področja, ker bojo največji laboratoriji imeli pač široko nad tem, kaj bo standard in potem boš ti se z drobtinami ukvarjal lahko na koncu. Standardizacija je ključna, če želimo te sisteme uporabljati za nekaj aplikativnega v svetu farmacije. Enostavno nobeno podjetje ne bo uporabljalo teh modelov, če bo rezultat negotov. FDA pa regulatorne agencije ne bojo nikoli upoštevali teh rezultatov, če ni neke standardizacije. Tako da, ko se menimo o standardizaciji, gre primarno za, kako bo farmacija to uporabljala, ali pa kako bo agencije za
prepoznavanje nevarnosti recimo to uporabljale. To, kar pa se uporablja ti sistemi za čist neke fundamentalne raziskave v medicini ali pa biologiji, za iskanje novih mehanizmov, to pa je v bistvu stvar vsakega posameznega laboratorija, da ima primerne kvalitativne kontrole za svoje delo, da pač dokažeš z dovolj mehanizmi pa endpointi, da dejansko to, kar ti ponazarjaš, da deluje, da ima smisel. Torej, v smislu akademije in čist fundamentalne biologije ni nekako takega velikega pritiska, da bi moralo biti vse poenačeno, ker je jasno, da je v bistvu model čisto odvisno od tvojega znanstvenega vprašanja. Za farmacijo pa pač ne more biti diskusije, to pač mora veljati, to mora biti validirano, v vsakem laboratoriju mora biti isti rezultat in predvidljiv rezultat, če hočemo, da se to res uporablja za nova zdravila. Ok, se pravi, na koncu ne bomo več pacientov šteli, ampak bomo število modelov skupaj dali za večjo statistiko. Vredo, hvala ti, Tine, se še veliko vprašanj, samo da ne bomo predolgi. Res hvala ti za lepo predstavitev, verjamem, da ste to ostali uživali. Zdaj pa gremo kar na našo naslednjo predavateljico, in sicer to je Mojca Frank Bertoncelj, in sicer Mojca je doktorica medicine z doktoratom z področja biomedicine, ki ga opravlja na Univerzi v Ljubljani. Trenutno je sicer vodja raziskovalne skupine z področja raziskovanja avtoimunih bolezni na inštitutu BioMedX v Heidelbergu. Sicer pa z ekipo se osredotoča tam na razvoj 3D modelov človeškega sklepa, ki jih uporablja za napredne študije molekularnih mehanizmov povezanih z vnetjem, in to v dobrem in slabem, če se smem tako izraziti. Mojca je tudi sicer prejemnica številnih odmevnih mednarodnih nagrad svojega področja. Drugače pa njena današnja predstavitev bo pa z področja nedolgo tega zaključenega projekta, ki ga upravljala pa v sklopu svojih raziskav na Univerzi v Zürichu. Tam je sicer pa raziskovala patologijo stromalnih celic pri razvoju vnetnega artritisa in sistemske avtoimunske fibroze. Spregovorila nam bo o odkrivanju patofizioloških mehanizmov in novih pristopih zdravljenja sistemske avtoimunske fibroze, in sicer z razvijanjem tako dvo- kot tridimenzionalnih celičnih in tkivnih modelov človeške kože. Mojca, prosim. Zdravo. Mikrofon imaš še izklopljen? Živijo. A me slišite in vidite predstavitev? Ja, jaz te slišim in vidim, tako da upam, da tudi ostali poslušalci. Super. Najprej najlepša hvala za povabilo na 6. simpozij vtisa. Z veseljem prispevam nekaj znanja. Začela bi pa v bistvu nekako s povezovanjem Slovenije in Švice kot od vtisovih poslanic za svet, in sicer kako sem tudi sama k temu nekako prispevala. Po doktoratu v Ljubljani sem potem nekako šla na prvi fellowship na področju raziskav artritisa na Univerzitetno bolnico v Zürichu in Univerzo v Zürichu, in potem tam tudi nadaljevala svoj postdoc in kasneje začela razmišljati o svoji skupini s prvimi zametki 2013, potem pa nekako začela res ustanavljati svojo skupino leta 2018, in to se je nekako pokrivalo tudi s prvim vračanjem mojega znanja nazaj v Slovenijo in z nekakim povabilom mladih slovenskih znanstvenikov in zdravnikov z področja revmatologije k meni v laboratorij v Švico. In kot lahko vidite, tule smo jih kar nekaj imeli od marca 2017, ko je k nam prišla zdravnica Monika Krošelj, potem mlada študentka medicine Ana Županič, se opravičujem, in potem Blaž Burjak, ki je k nam prišel na doktorat, in v bistvu njegov projekt bom tudi predstavila danes. Potem se nam je pridružila tudi mlada zdravnica Tonja Mertelj in nazadnje je prišla k nam Nadja Ižanc, študentka biomedicine iz Ljubljanske univerze na magistrsko nalogo, ki jo je tudi uspešno zaključila. Tako da nekako je ta začetek na revmatologiji v Ljubljani na kliničnem centru, potem tudi in medicinski fakulteti, potem tudi rezultiral v vračanju znanja in res pomaganju mladih, da so se izobrazili, da so pridobili nek širši mednarodni pogled in tudi znanje, ki ga tudi sami prinašajo nazaj v Slovenijo. To se je dogajalo na Univerzi v Zürichu in Univerzitetni bolnici v Zürichu, in avgusta 2021 sem pa nekako se odločila za nov karierni korak
in se potem odpravila v Nemčijo, v Heidelberg, kjer imam zdaj svojo skupino iz zaščitnih tkivnih faktorjev v avtoimunskih boleznih. Tole je zdaj moja nova skupina na inštitutu Biomedex, ki nekako združuje dva svetova, in sicer akademijo in industrijo kot nek hibridni nov model pogleda na znanost in razvoja znanosti. Zdaj pa prihajam na Blažev projekt in nekako na modele človeške kože. Veliko o modelih človeka in človeških tkiv je povedal že Martin, jaz pa se bom fokusirala na človeško kožo. In sicer je človeška koža sestavljena iz različnih celičnih tipov, ki sodelujejo med sabo, tako da vzdržujejo nekako kožno homeostazo. Pri tem pa vsaka celica seveda igra svojo posebno specializirano funkcijo. In nekako kako lahko to kožo moduliramo, ko pogledamo na njo v laboratoriju, imamo od zelo enostavnih modelov, ko celice dejansko vzamemo, jih izoliramo iz človeških tkiv in potem v dvodimenzionalni kulturi gojimo v laboratoriju in na njih lahko delamo različne eksperimente. Ena naših tarčnih celic je tako kožni fibroblast, ki je ena glavnih tarčnih celic, ki prispeva k fibrozi. Potem, ko zvečamo nekako kompleksnost, lahko celice izpostavimo tridimenzionalnemu okolju, kateremu so seveda izpostavljene tudi v naših telesih. S tem lahko celice zaznavajo drugo, hkrati pa tudi nekako jih vklopimo v zunajcelični matriks, o katerem je govoril tudi Martin, tako da zaznavajo tudi nekako mehanske signale iz zunajceličnega matriksa in ga tudi same deformirajo. In to so od najbolj enostavnih, takšnih sferičnih modelov, kjer celice pač tvorijo en skupek, pa do modelov, ko imamo celice v matriksu in naprimer imamo fibroblastno jedro, pa keratinocite na površini. In seveda najbolj zapleten fiziološki sistem je koža na čipu in nadaljevanje, ko kožo povežemo z drugimi organi. In kot koža na čipu seveda kaj naredimo, pripeljamo ob drugi različne celične tipe, naprimer keratinocite, fibroblaste v kolagenskem matriksu, ki predstavljata srednji del kože, in pa recimo dodamo endotelijske celice, ki potem nekako oponašajo žilje, ki prihaja v kožo. In takšni mikrofluidni čipi seveda omogočajo študij kompleksnih medceličnih interakcij, hkrati omogočajo high-throughput študij in nekako nadzor nad posamičnimi komponentami, bodisi fluidnimi, bodisi celičnimi. In seveda, ko kompleksnost narašča od celičnih kultur do 3D modelov in nato čipov, narašča tudi kompleksnost interakcij in mednarodnih sodelovanj, pa tudi sodelovanj znotraj države. In tako je Blaževa doktorska disertacija in takšen interdisciplinarni projekt, ki je dejansko prinesel eno izjemno sodelovanje med Švico in Slovenijo, in sicer med različnimi inštitucijami v Sloveniji, tako medicinsko fakulteto v Ljubljani, fakulteto za kemijo v Ljubljani in pa različne švicarske institucije, in sicer univerzo švicarsko v Zürichu, kot tudi ETH v Zürichu, potem naš center in pa velik prispevek tudi Ljubljanskega kliničnega centra in oddelka za revmatologijo, od koder dejansko sama izviram, in seveda šli smo tudi čez lužo, tako da smo nekako združili vse te interese, vsa znanja, ekspertizo in naredili tak zanimiv mednarodni projekt. In sicer, če pridem na sistemsko sklerozo, ki je nekakšen model oziroma prototip bolezenske sistemske fibroze, in sicer gre pri sistemski fibrozi, ki je izjemno redka bolezen, za napredujočo fibrozo notranjih organov, srca, pljuč in pa tudi napredujočo fibrozo kože. Možnosti zdravljenja sistemske skleroze so praktično nične. Invalidnost je izjemna in seveda je bolezen zaradi napredujočega brazgotinjenja tkiv tudi povezana z zgodnjo smrtnostjo. Fibroza kože sama po sebi je prepoznavni znak bolezni, prisotna je pri 90% bolnikov in prispeva tudi k veliki invalidnosti in znižani kvaliteti življenja.
In seveda sama bolezenska kaskada pri sistemski sklerozi vključuje nekakšno zapleteno interakcijo žilnega endotelija, ki se na začetku bolezni aktivira in omogoča vdor različnih celic imunskega sistema v kožo, kjer pač ustvarijo nekakšno patološko okolje in kot zadnja v kaskadi se pojavi aktivacija kožnih fibroblastov. In ti kožni fibroblasti se pod to kontinuirano aktivacijo diferencirajo v patološke miofibroblastne celice, ki jih vidite tukaj, in te celice pospešeno odlagajo zunajcelični matriks v ekstracelularni prostor in tako povzročajo fibroziranje kože. In ker so fibroblasti nekakšna zadnja kaskada, zadnji faktor v kaskadi fibrozirajočega procesa in tudi glavna funkcionalna celica pri nastanku fibroze, seveda predstavljajo pomemben terapevtski cilj. In tako, kako smo se mi v bistvu lotili študije sistemske fibroze. V prvem koraku smo zbrali podatke, ki že obstajajo, in sicer so bili to transkriptomski podatki iz kož bolnikov s sistemsko sklerozo. V sodelovanju z ameriškim partnerjem zbrali smo 74 bolnikov z difuzno sistemsko sklerozo, torej kjer je prizadetost kože obsežna, in ob tem imeli tudi kožo 26 zdravih kontrol. Koža je bila odvzeta iz roke, kjer je sistemska fibroza napredovala, in pa tudi iz hrbta, kjer naj bi bila koža še vedno nekako normalna. Vse te transkriptomske podatke iz 3 različnih kohort smo potem integrirali in pogledali, kakšne so razlike med zdravimi kožami in kožo bolnikov s sistemsko fibrozo. Prvi korak, kar nas je tudi zanimalo, ali lahko iz teh transkriptomskih podatkov nekako pogledamo, kakšen je celični pečat, katere celice se razlikujejo pri bolnikih s sistemsko sklerozo. In če pogledate predvsem ta zelene pa rdeče stolpce, kjer gledamo kožo v zelenem, kožo na roki, pa kožo na hrbtu v rdečem, kjer primerjamo sistemsko sklerozo z bolniki, in sicer v primerjavi z zdravo kožo, ker vidimo, da so številne celice močno spremenjene, žilne celice, T celice, potem imamo pericite, makrofage in dendritske celice in pa tudi fibroblasti. In kar tudi vidimo je, da dejansko, če pogledamo, kateri tipi fibroblastov so nekako pomnoženi v koži bolnikov s sistemsko sklerozo, vidimo, da imajo ti fibroblasti nekakšen fenotip miofibroblastov, torej da kažejo aktivirani in patološki fenotip, ki prispeva dejansko k fibrozi. In ta drugi nek vtis, ki smo ga dobili iz teh transkriptomskih podatkov, je, da je dejansko metabolizem verjetno poškodovan pri celicah in kožah pri bolnikih s sistemsko sklerozo, in sicer je šlo predvsem za številne gene, ki so vključeni v metabolizem v mitohondrijih, in sicer tudi v citratnem ciklu. Tako da nekako iz teh podatkov smo pridobili prvi vtis, da gre za spremenjeno sestavo kožnih celičnih populacij, povečanje miofibroblastov in pa spremenjen mitohondrijski metabolizem, ki ločuje kožo bolnikov s sistemsko sklerozo od zdrave kože. In naslednji, tako se je nekako formirala tudi ta osrednja hipoteza projekta, da naj bi z nekakšnim uravnavanjem na nek način mitohondrijskega metabolizma, s tem, da prispevamo celicam ključne mitohondrijske metabolite, kot je na primer alfa-ketogluterat, mogoče lahko zavrli miofibroblastno aktivacijo in s tem vplivali na zavoro kožne fibroze. In sicer tukaj bi rada samo opomnila na glavne patološke funkcije miofibroblastov pri fibrozi, ker to so tudi naši readouti v nadaljnjih eksperimentih. In sicer miofibroblasti, ko postanejo patološki, povečano odlagajo beljakovine zunajceličnega matriksa v zunajcelični prostor in imajo tudi nekako pospešeno krčenje miokontraktilnega aparata znotraj celičnega, in to prispeva tudi k krčenju zunajceličnega matriksa in tudi k večji togosti fibrotičnega tkiva. In kot prvi korak smo seveda izolirali fibroblaste iz človeške kože in jih gojili v kulturi ter jih izpostavili glavnemu profibrotičnemu citokinu, to je TGF-beta,
in hkrati jih izpostavili ali pa ne tudi dimetil alfa-ketoglutaratu kot suplementu, ki predstavlja našo zdravilo. In prva stvar, ki smo pogledali, kaj se dogaja, ko te fibroblaste izpostavimo obema substancama skupaj oziroma vsaki posebej. In k temu smo najprej pogledali glede na nivoju genske ekspresije, na nivoju posamičnih celic. In kar se je zgodilo, da dejansko so se celice ločile med sabo, glede na stimulus, kateremu so bile izpostavljene. In kot vidite, je glavna razlika med celicami, ki so bile netretirane, oziroma v rdečem celice, ki so bile izpostavljene alfa-ketoglutaratu, ter na drugi strani celice, ki so bile izpostavljene TGF-beta. Od teh so se pa jasno ločile celice, ki so bile potem tretirane z alfa-ketoglutaratom. In da bi dobili nek globlji vpogled v transkripcijski program, ki ga sprožata TGF-beta in dimetil alfa-ketoglutarat, smo potem tudi pogledali širše izražanje genov z-RNA sequencing na celotni populaciji teh fibroblastov in dobili določeno število genov, na katere je vplival alfa-ketoglutarat v celicah, ki so bile tretirane s TGF-beta. In te transkriptomske podatke smo potem nekako prekrili s podatki iz človeške kože, in sicer prav tako smo pridobili ameriško kohorto PRES, ki jo sestavljajo bolniki s sistemsko sklerozo, z zgodnjim potekom bolezni in pa seveda zdrave kontrole. In kar smo dobili je dejansko, glede na transkriptomske podatke, smo pokazali, da dimetil alfa-ketoglutarat dejansko zavira genski program, ki je ključen za aktivacijo miofibroblastov s profibrotičnim citokinom TGF-beta. In kot lahko vidite na tej shemi, kaj smo videli, da dejansko dimetil alfa-ketoglutarat zavira to miokontraktilno aktivacijo miofibroblastov in sicer vpliva na številne gene, ki so vključeni v reorganizacijo aktinskega citoskeleta, v kontraktilni celični aparat in seveda v izločanje proteinov ekstracelularnega matriksa. Kar je bilo še korak bližje k človeku, je bil, da je bil ta genski program, ko smo pogledali v PRES kohorto, aktiviran tudi zgodaj v poteku bolezni v koži bolnikov s sistemsko sklerozo. In da bi nekako te transkriptomske podatke, ki kažejo samo na spremembe genov, lahko tudi pogledali na nivoju proteinov, torej bolj na funkcionalnem nivoju, smo pogledali, ali dejansko celice tretirane s TGF-beta in na to izpostavljene alfa-ketoglutaratu dejansko izločajo manj profibrotičnih faktorjev v svoje okolje. In kot vidite, tukaj imamo celice, ki niso bile tretirane. Ko smo celice izpostavili TGF-beta, so te celice izražale povečano količino prokolagena 1 pa fibronektina, ki sta ključna profibrotični beljakovini. Dimetil alfa-ketoglutarat je pa potem lepo znižal izločanje teh profibrotičnih beljakovin proti normalnemu nivoju. Podobno smo lahko potrdili tudi na funkcijskem nivoju, da dejansko dodajanje dimetil alfa-ketoglutarata spremeni reorganizacijo aktinskih filamentov v zelenem, glede na sam TGF-beta, in s tem spremeni tudi celično obliko. In s tem smo dokazali, da v kožnih fibroblastih dejansko dimetil alfa-ketoglutarat zavira s TGF-beta sproženo izločanje ključnih beljakovin zunajceličnega matriksa, ki prispevajo k fibrotičnemu procesu in uravnava tudi organizacijo aktinskih vlaken in celično obliko. Nadalje, kar smo pogledali tudi je, da kako vpliva dimetil alfa-ketoglutarat na nastajanje gladkomišičnega alfa-aktina, ki je eden od ključnih markerjev transformacije fibroblastov v miofibroblaste. In kot lahko tukaj vidite, to je alfa-SMA, ki je močno povečan pri TGF-beta, potem pa praktično zgine v prisotnosti alfa-ketoglutarata. In to smo tudi dokazali na večjem številu bioloških replikatov. In tukaj mogoče malce slabše vidno, kar lahko vidite, smo pa v bistvu fibroblaste vključili v gel, kolagenski gel, in potem gledali, kako ti fibroblasti krčijo gel, in bolj kot ga krčijo, bolj postane kroglica bela, in manj kot ga krčijo, manj vidimo. Recimo tukaj ni prišlo do nobenega krčenja.
In kar se je pokazalo, je, da dejansko alfa-ketoglutarat ne prepreči krčenje in to kontraktilnost miofibroblastov, ki jo povzroča TGF-beta. Tako da podobno smo nadalje pokazali, da dimetil alfa-ketoglutarat dejansko zavira diferenciacijo fibroblastov, miofibroblaste in tudi blokira to kontraktilnost miofibroblastov, ki je značilna za profibrotične celice. In tak zelo zanimiv pristop k merjenju sil, ki jih dejansko izvajajo fibroblasti, ko se pritrdijo na matriks. Da bi to nadalje raziskali, smo v bistvu se povezali z ETH v Zürichu in tako smo na take stekelca dali silikon in naprintali quantum dot nanodiske, to so take fluorescentni nanodiski in dejansko na vrh prekrili s fibronektinom kot nekim zunajceličnim matriksom in na vrh nasadili fibroblaste in potem, ko ti fibroblasti ustvarjajo sile med sabo in vlečejo te nanodiske proti, se zazna neka deformacija in nastane taka praznina. In tako lahko nekako prek računalniške obdelave ugotovimo vlečne sile. Najprej ugotovimo razmik, ki ga je fibroblast povzročil in potem nekako preračunamo to računalniško v vlečno silo. In tako smo nasadili tudi naše fibroblaste in kaj smo pokazali, da seveda fibroblasti, ki so stimulirani s TGF-beta in so močno kontraktilni, močno vlečejo nanodiske narazen in ustvarjajo taka prazna polja, medtem ko dimetil alfa-ketoglutarat, kot že pričakovano, nekako blokira te kontraktilne sile. In to je še en dodaten dokaz, da dejansko dimetil alfa-ketoglutarat dejansko zavira kontraktilne funkcije miofibroblastov. In potem smo nekako iz teh dvodimenzionalnih študij želeli pogledati, kako se dimetil alfa-ketoglutarat obnaša tudi v 3D modelih. In en tak zelo enostaven model je, da smo fibroblaste nasadili v tako malo kroglico, ki visi v bistvu v kapljici matriksa in ti fibroblasti se med sabo sami organizirajo v kroglico in ko je ta sferoid oziroma kroglica kompaktna, jo lahko prenesemo na celične ploščice, ki so prekrite s fibronektinom in potem gledamo, kako iz teh kroglic fibroblasti izhajajo ven. In tukaj lahko vidite, to je kroglica obarvanih fibroblastov, ki fluorescirajo zeleno, obarvani so s kalcinom in tako posamezni fibroblasti potem izhajajo iz kroglice. In tukaj so naši rezultati, v bistvu to je netretirana kroglica, potem imamo TGF-beta kroglico, kjer vidimo to usmerjeno gibanje navzven, dimetil alfa-ketoglutarat pa dejansko, ker je že vplival na ta aktinski citoskelet, povsem prepreči, da bi se fibroblasti premikali ven iz kroglice. In podobno te viseče kroglice lahko uporabljamo dejansko tudi za invazijo v matriks in kaj uporabimo tako 3D kroglico, jo obdamo s kolagenskim matriksom, prenesemo ponovno na ploščico in potem gledamo pod mikroskopom ponovno, kako fibroblasti invadirajo v tale kolagenski matriks. In seveda tukaj so samo naši rezultati, tole so netretirane celice, tole so TGF-beta tretirani fibroblasti, ki so zelo invazivni in prehajajo v kolagenski matriks in dimetil alfa-ketoglutarat ponovno preprečuje ta izhod iz sferoidov. Tako da tukaj pokažemo v teh 3D modelih, da dejansko dimetil alfa-ketoglutarat zavira migracijo in invazijo kožnih fibroblastov v zunajcelični matriks. In nazadnje nismo šli na kožo na čipu, pač smo se nazaj preselili in začeli raziskovati dejansko kožo, ki smo jo gojili v kulturi in poskušali se tako približati iz 3D kultur nazaj na kožo človeka in pogledati, kako dejansko, če vzamemo bolnikovo kožo, kaj dimetil alfa-ketoglutarat naredi na bolnikovi koži v kulturi. In seveda je človeška koža v kulturi dejansko najboljši 3D model, ima pa številne slabosti, ker imamo omejeno dostopnost, zelo težko kontroliramo mikrookolje znotraj kože, imamo izjemno individualno variabilnost od bolnika do bolnika in nobenega high throughputa. Seveda pa v laboratoriju lahko služi kot izjemen model in
pod stimuliranju te kože z dimetilalfa-ketoglutaratom ali pa brez tretiranja smo naredili single cell RNA sequencing, da bi pogledali res, kako dimetilalfa-ketoglutarat vpliva na vsako posamično kožno populacijo in kako spremeni gensko ekspresijo vsake posamične kožne populacije. In kaj smo dejansko videli, da so fibroblasti, kožni fibroblasti glavna celična tarča dimetilalfa-ketoglutarata. In sicer smo tukaj pogledali, na koliko genov dejansko dimetilalfa-ketoglutarat vpliva v vsaki posamični celici. In kot vidite, je pri fibroblastih bilo spremenjenih 10% genov. In ti geni so bili predvsem vključeni v vnetne, migratorne in pa imunske odzive teh fibroblastov ter tudi na organizacijo ekstraceličnega matriksa. Tako da s tem smo nekako pokazali, da so kožni fibroblasti glavna tarča dimetilalfa-ketoglutarata v človeški koži, kar potrjuje tudi naše in vitro eksperimente, in pa da so glavne tarče, genske tarče kožnih fibroblastov dejansko geni, ki so vključeni v fibrotski odziv v človeški koži. In s tem bom nekako zaključila in se malo zazrla v prihodnost, kar dejansko smo pokazali, da dimetilalfa-ketoglutarat zavira profibrotične odzive kožnih fibroblastov. Te učinke smo pokazali v dvodimenzionalnih in tridimenzionalnih celičnih in tkivnih modelih človeške kože, kar povečuje vrednost teh rezultatov in nekako s odkritje molekularnega mehanizma, ki stoji za delovanje dimetilalfa-ketoglutarata, odpira nekako nov izziv za razvoj molekulskih terapevtskih tarč za vplivanje na fibrozo kože. In seveda smo pri tem razvili, ta projekt je bil tudi nekako poseben zaradi izjemnega mednarodnega sodelovanja, ki se je razvilo, in pa predvsem zaradi kariernega razvoja mladih slovenskih znanstvenikov na stičišču Švice in Slovenije. In s tem bom zaključila in se vam zahvaljujem za pozornost. Odlično, hvala Mojca. Jaz bi spet poudaril res izjemno vizualno podobo tudi tvoje predstavitve. Vidim, da si tudi ti v biorenderu aktivna, tako da očitno je to že nek standard postal, če že o standardi smo govorili prej. Drugače bi pa spet najprej predal besedo publiki, če je mogoče kako vprašanje iz publike, potem imam čas nekaj vprašanj spet. Če ni zaenkrat nobenih vprašanj, kar jaz začel. In sicer najprej bi te vprašal, glede na to, da si vseeno se spoznala z različnimi tipi teh kožnih modelov, no pa tu smo tudi mi bili v zadnjem obdobju kar nekaj aktivni in me zanima, kaj se tebi zdi ključno pri simuliranjih teh pa in vitro modelih kože, da se dejansko zajame. Se ti zdi, da je dovolj, da imaš dermis pa epidermis, ali jih moraš vaspolarizacijo vključiti, moraš tudi hipodermis vključiti, ne vem, mogoče Langerhansove celice, še kakšne druge funkcionalne dele, kot so znojnice pa lojnice, ali je spet ključno seveda to, kot je mogoče že ti najprej izpostavil, da se seveda opredelimo glede tega, kaj nas konkretneje zanima in potem temu primerno kompleksnost zastavimo pri samem modelu. Ja, definitivno je glavna osrednja stvar raziskovalno vprašanje in na katerem nivoju kompleksnosti dejansko lahko odgovorimo na to raziskovalno vprašanje. Seveda je želja vseh nas, da bi naredili kožo in vitro in na njej delali vso kompleksnostjo, vsem nadzorom, ampak dejansko se mi zdi, da čeprav se približujemo zmeri bolj kompleksnim modelom zaenkrat, je še veliko faktorjev, na katere ne moremo dejansko vplivati, recimo kako bodo te celice, ki so izpostavljene enakemu mediju, preživele, kar je že Martin odgovarjal v veliki meri. Tako da se mi zdi, da na neki strani smo seveda si želimo čim večjo kompleksnost, na drugi strani pa smo omejeni s trenutnim znanjem. In pač ja, potem je glavna stvar, kaj želimo odgovoriti in kaj nam kateri model pomaga odgovoriti. Ena izmed ključnih dejavnikov je pa, da uporabljamo različne modele in poskušamo nekako z različnimi modeli osvetliti isto vprašanje. In to, kar sem jaz danes pokazala, je v bistvu en majhen izsek iz Blaževega doktorata,
Tako da uporabljali smo še druge modele, katere nisem prikazala, in nazadnje pristali tudi na živalskih poskusih na miškah, ki pa še nekako potekajo in niso zaključeni. Okay. Tu se mogoče navezuje naslednje vprašanje tudi na to za reorganizacijo teh aktinskih filamentov, si ti kazala na posamičnih celicah, ne? V kolikšni meri je to zdaj pomembno, recimo, da imaš 2D model, oziroma bi znali tudi za neko interpretacijo, tudi v 3D modelu te razlike dovolj jasno videti, veš, ali pa sploh pogledati, pa res jasno videti, da bi lahko neke jasne korelacije z tretiranjem naredila potem? Ja, v bistvu mi smo šli iz tega zelo dvodimenzionalnega modela, kjer so celice gojene na plastiki in kjer smo gledali pač, kako celica izgleda, potem v te coatane platke, kjer so celice na fipronektinu, in pa smo tudi gledali, kako dejansko na fipronektinu, ki je nek dvodimenzionalni gel, ki ga celica lahko premika, ne? Kako na to vpliva, in tam smo imeli nasajenih več celic, tako da tam dobiš nek community teh celic, ki med sabo delujejo in premikajo matriks. Potem tridimenzionalni sferoidi, kar smo gledali, je dejansko, kaj se zgodi z ekstracelularnim matriksom v teh 3D modelih z matriksom in fibroblasti, ampak vedno so readouti nekako drugačni, a ne, kaj lahko. V bistvu lahko sklepaš iz različnih readoutov na isto celično funkcijo, kot je kontrakcija gela, kot je sprememba zunajceličnega matriksa. In ena izmed glavnih stvari, v bistvu, ki smo jo opazili, ko smo pa kožo samo tretirali z dimetil alfa-ketoglutratom, je sama konzistenca kože se drastično spremenila. In to je bil tudi nek tak dokaz, da se dejansko nekaj dogaja na nivoju zunajceličnega matriksa, najverjetneje, ker so bile spremembe zelo hitre, akutne, kar je pa še predmet raziskav. Vse to me je zanimivo, ker mi tudi pač recimo se vedno moramo odločati med tem, kaj boš na 2D lažje videl, tudi sploh pogledal, če imaš tehnike na voljo, in kaj boš dejansko s tem izgubil napram tega, da nimaš potem 3D okolja, ki ga recimo simuliraš iz nekega tkiva, in potem vedno so trade-offi, s katerimi se moraš sprijazniti, pa predvsem pa jih poznati, no. Še to me zanima, ukazala si te kolagenske gele, ki ste jih vlivali, pa si to kontraktilnost potem gledala, ne? Kaj to ste potem formulacijo, se pravi kolagen ste zmešali s celicami, pa vlili kar na to ploščo, ki si jo kazala, ali ste kako drugače še tretirali to formulacijo? Ne, samo kolagen pa celice. In potem gledaš, pač kako se kolagen, zelo simpel, v bistvu tak in vitro eksperiment. Samo še vedno zelo učinkovit, se mi zdi zelo dobra ideja. To bi tudi za celjenje recimo bila zanimiva, koliko recimo v vnetni fazi se sploh prihaja potem, se pravi, ko se vnetna faza zaključuje, koliko do kontrakcije prihaja, da se rana potem zapira, ne. To nisem niti še videl prej, ampak se mi zdi zelo zanimivo, ne. Drugače pa pri sferoidih mi je vseeno, mislim, te vseeno moram vprašati, no, se ti zdi to primeren model za kožo? Mislim, ker to se mi zdi malo eksotično, da je koža v sferoidu, ne, mislim. Ja, to je bil v bistvu naš prvi poskus 3D modeliranja in je bil predvsem kot nek, recimo, nepravi 3D model za vpogled v to migracijo pa invazijo v matriks, a ne, seveda obstajajo boljši modeli, bolj sofisticirani, ampak to je bil nekak hiter test, ki smo ga naredili in eden od modelov. Dokazujemo pa potem naprej na drugih modelih iste. Je pa neka nadgradnja, recimo 2D modela, ko narediš v kulturi samo kako se že reče, scratch essay, tako pa gledaš migracijo na tele, kaj je že na ploščici. Na ploščici, ja. Ne, se mi zdi spet, kot si že prej odgovorila, ne, moraš najti pravi model za stvar, ki te zanima, in potem temu primerno tudi readoute prilagoditi, pa jih interpretirati, ne. Tako to se mi zdi vredo prikaz, da ste različne dele nekih eksperimentalnih vprašanj reševali z različnimi modeli in skupna slika potem daje neko celoto, ki da več odgovorov kot vsak posamezen, ne. Zdaj imamo eno vprašanje še z publike, in sicer, ali obstajajo kakšne farmakološke substance, ki lahko rešijo te protifibrotske odzive? Se pravi, poleg mogoče te, ki si jo ti predstavlja, ali pa še mogoče na kakem zgodnejšem nivoju, da bi preventivno mogoče celo? Ja, mislim, da farmakološko obstaja veliko
stvari, ki jih lahko, veliko reagentov, ki jih lahko dejansko uporabljaš v celični kulturi. Neka translacija v zdravljenje človeka je pa izjemno slaba. Ena od zdravil, ki je bilo za pljučno fibrozo odobreno pred kratkim, je nintedanib. Recimo, zdaj se gleda tudi seveda zdravila, ki vplivajo na imunski sistem, da bi se to ustavilo v zgodnejši fazi, ko bolezen se šele razvija. Tudi zdravila, ki vplivajo na samo vaskularno komponento, ampak še nismo tako daleč, ne. In to je prva stvar, druga stvar je pa, kje odkrivamo večino bolnikov, in večino bolnikov odkrijemo dokaj pozno, ker so zgodnji znaki bolezni prikriti. Tako da, ko bolnike dobimo, znajo biti že z napredovalo fibrozo in za te bolnike potem te zgodnje oblike zdravljenja najbrž niso več tako učinkovite. Tako da je spet odvisno, kaj je realna slika v kliniki. Tako da dejansko je treba razvijati oba pristopa. Super. Pa še imam jaz eno vprašanje, in sicer malo me vseeno zanima, kakšna je bila preživelost te odvzete kože, ko ste vzorce dejanske kože imeli. Se pravi, ker tu najbolj me zanima, kako je bilo s perfuzijo, se pravi, ali ste že opažali v modelu, mislim, v tej odvzeti koži, potem nekrozo v notranjih delih, ali kako je to točno potekalo, po koliko časa je recimo preživela ta koža? Mi smo jo imeli v kulturi samo 24 ur, tako da je dokaj v redu preživela in iz kože smo tudi dobili dokaj veliko število celic, ki so kazale precej dobro preživetje. Smo pa že pred tem zelo optimizirali protokol izolacije celic iz sveže kože, tako da smo bili kar navdušeni nad tem, kar smo dobili dejansko v primerjavi recimo s tem, kar smo na začetku pričakovali. Zdaj se mi ravno spomnim še na nekaj. Mi smo fibroblaste dejansko s prepucija izolirali, ne? Tako da me zanima, ker pač tak načeloma tudi po literaturi so bili najboljši rezultati, tako da se pravi, vi pa imate, mislim, ste razvili protokole tudi iz kože, recimo z roke, ali kje ste imeli odvzemno mesto? Ja, pri nas v laboratoriju v Zürichu so bili fibroblasti odvzeti največ z področja roke. Ja, pa tudi v bistvu pač drugi laboratoriji odvzamejo kožo s hrbta. Ja. Okay. Super. Vredo, mogoče še kako vprašanje iz publike? Vredo, sicer bomo preostanek preselili potem lahko v GEDER, tako da najlepša hvala, Mojca. Zdaj pa se posvetimo še našemu zadnjemu predavatelju danes, in sicer Matiji Rojniku. Matija je tako kot jaz alumni Fakultete za farmacijo v Ljubljani in sicer tam je tudi opravljal doktorat, enak dejansko kot jaz, tudi iz biomedicine. Po končanem študiju že vrsto let deluje v tujini v okolju visokotehnoloških biomedicinskih startup podjetij. Trenutno je vodja prodaje in član senior managementa švedskega visokotehnološkega podjetja Fluicell, ki razvija tehnologije bioprintanja za uporabo ravno v mikrofizioloških modelih, kar je do neke mere tudi predstavil Tine prej. Reče pa tudi na splošno za uporabo v regenerativni medicini. Reče sam pravi, da so ga že od faksa zanimali biomedicina, raziskovalne tehnologije in startupi, njegova kariera pa da je skupek priložnosti, ki so prišle v danem trenutku. Pomembno je seveda na te priložnosti odločitve vplivala tudi njegova žena, tako da je to seveda pomemben dejavnik, ki vpliva na vse nas, kako razvijamo svoje kariere in kako se odločava. Tako da verjamem pa, da nam bo Matija malo bolj osvetlil še celotno zadevo, tako da prosim, Matija. Hvala, Uroš. Vidite zaslon? Jaz vidim, tako da upam, da tudi vsi ostali. Torej, hvala za priložnost, da predstavim v bistvu podjetje na tem področju. Torej, jaz ne bom predstavil kot del mojega raziskovalnega dela, delam v okolju visokotehnološkega podjetja in bom pač predstavil tehnologijo, v bistvu mikrofluidno tehnologijo za modeliranje celičnega okolja na mikrometrskem nivoju. Zdaj, kot podjetje Fluicell je visokotehnološko podjetje, smo malo podjetje, imamo samo trenutno mislim, da okrog 16-17 zaposlenih. In v bistvu naša osnovna dejavnost je razvoj mikrofluidnih sistemov kot raziskovalno dejavnost za raziskovalce in tudi za v bistvu terapevtske programe, ki smo ga začeli šele letos, to smo šele na začetku.
Ampak recimo, kar je Uroš preomenil v primerjavi z Martinom in tudi z Mojco, naš fokus je v bistvu iz aplikacijskega vidika gledanje, kaj se dogaja, mikrofiziološki modeli, kaj se dogaja na nivoju kot individualnih celic. Torej, mi ne gledamo na nivoju celotnih tkiv, ampak želimo modelirati sisteme oziroma okolje v bistvu na nivoju individualnih celic. Zdaj, to je samo kot ekipa Fluicella. Kot sem rekel, pač to je predstavitev, je v bistvu del zgodbe o vseh nas, kjer delujemo vsak na svojem področju in pač nekako potem je to ena skupna zgodba. Zdaj, osnova Fluicella je, kot sem rekel, mikrofluidika. Mikrofluidika v zelo kratkem je kontrola pretoka tekočin. Zdaj, v našem primeru mi imamo te mikročipe oziroma mikrofluidne čipe, s katerimi lahko absolutno kontroliramo pretok tekočin na zelo malih območjih. Torej, tule kot aplikacija vidimo pretok tekočin, ki prihaja iz našega sistema na nivoju ene celice in potem lahko z dostavo spojin manipuliramo, kaj se zgodi z eno samo celico v in vitro okolju. Nekak tehnološka osnova, kot sem rekel, so te mikrofluidni čipi, ki jih pač ostavimo v te komore oziroma v holderje, ki prinašajo pritisk. Torej, mi imamo kontejnerje, v katere se lahko doda specifična tekočina, ki ima notri neke sestavine, ki jih želimo dostaviti specifično eni celici. S pritiskom na ta kontejner, zračnim pritiskom, potisne tekočino čez mikrofluidne kanale v in vitro okolje. In v bistvu inovativni del oziroma specializacija podjetja je v dizajnu teh mikročipov. To se pravi, na koncu čipa imamo 3 kanale. Čez srednji kanal pride pozitiven pritisk iz kontejnerja, iz katerega pride tekočina s spojinami do in vitro okolja, medtem ko sta kanala zraven vakuumska kanala, in to v dinamičnem okolju pomeni, da mi konstantno oziroma sistem konstantno pritiska tekočino v okolje, medtem ko vakuum konstantno aspirira tekočino nazaj v ist kanale. Iz aplikacijskega vidika, kaj to pomeni? To pomeni, da lahko na nivoju ene celice ustvarimo tako hidrodinamično zaprto območje, kjer lahko samo to eno specifično celico potopimo v spojino oziroma tekočino po izbiri, medtem ko recimo celica zraven nje ne čuti nikakršnega efekta. To je fizikalni efekt tega kroženja tekočine. To se pravi, tu ni nikakršne disolucije izven tega hidrodinamičnega mehurčka. Zdaj, to je nekako osnova, tu smo začeli z dostavo spojin, različne komponente, ki lahko dostavimo. Tu je primer z nanodelci, to se pravi dostava nanodelcev eni celici in potem recimo gledamo, kako celice internalizirajo te specifične nanodelce. Tu je, kot sem rekel, primer, tu je dostava z sistemom in potem lahko gledamo fluorescenten internalizacijo nanodelcev v eno celico. V drugem primeru imamo v bistvu dostavo krvi do tega, kolegi iz Univerze v Rockefellerju so študirali
nevronske odzive komarja na kri in so v bistvu dostavljali specifično na ta kraj, ta mosquito blood feeding needle, celo kri in v bistvu dosegli, da so potem lahko spremljali, v bistvu, kaj se dogaja v nevronskem sistemu komarja. In še v bistvu zadnji primer, ki ga imam, je uporaba te tehnologije za točno dostavljanje biosenzorjev na kot neko 2D celično kulturo. V bistvu s tem sem sam želel prikazati 3 različne aplikacije, ki so bolj ali manj ekstremi oziroma prikaz, kako široko je potencial aplikacij s to tehnologijo. In zdaj naslednje področje, kjer v bistvu mogoče bolj zanimivo za trenutno debato, izhaja pa iz iste tehnologije, je pa bioprinting. V osnovi, kaj je bioprinting? To je kot nek additive manufacturing proces, kjer uporabljamo biološki material. Zdaj, tu sem dal 3 najbolj znane tehnologije za bioprinting in mogoče Uroš me bo kasneje malo popravil, da sem še kaj spustil, ampak generalno so extrusion bioprinting, inkjet in laser bioprinting so 3 tehnologije, ki se najbolj uporabljajo v svetu. Zdaj, bioprinting je zelo vroča tema, poslušamo o printanju organov in tako naprej. Nažalost, še nismo niti blizu kakšnim takšnim aplikacijam, ampak prihajamo pa vedno bližje. Vse te tehnologije imajo pluse in minuse, medtem ko mi uporabljamo našo mikrofluidno tehnologijo za printanje celic na visoki resoluciji. Se pravi, če recimo primerjamo ostale tehnologije z našo tehnologijo, je, da v naši tehnologiji mi printamo celice direktno v celičnem mediju, ne uporabljamo tega gela, matriksa med procesom printanja, ki v bistvu vse ostale tehnologije uporabljajo oziroma potrebujejo matriks oziroma gel za uspešno printanje. In v bistvu druga razlika oziroma je, da lahko naprintamo celične na izredno visoki resoluciji. To se pravi, mi lahko eno samo celico postavimo direktno v prostor, kjer želimo. V bistvu ta resolucija nič drugega, vsaj kar je komercialnega, mora doseči. Kot sem dejal, ta princip deluje na podobni platformi kot ta izmenjava tekočin, s tem, da zdaj namesto, da imamo samo navadno suspenzijo, imamo celično suspenzijo v kontejnerju. To celično suspenzijo potem s pritiskom teče preko mikrofluidnih kanalov in se ustvari ta flow, recirculating flow, in potem celice se ali pritrdijo na podlago. Pomembna komponenta tu je, da mi podlago pretretiramo z adhezivnimi molekulami, da povečamo adhezivnost, in tiste celice, ki se ne pretrdijo na podlago, so potem nazaj recirkulirane v čip. Se pravi, nobena celica ne ostane kar tako v in vitro okolju, ali se pritrdi, ali pa gre nazaj. In to omogoča v bistvu to izjemno visoko resolucijo printanja. Zdaj, tu je video, kako to izgleda v živo, oziroma v videu. Zdaj, v tem trenutku imamo našo čip 250 mikrometrov nad površjem, kjer želimo printati, ker v bistvu celice ne dosežejo dna, se ne pritrjujejo in tudi ne grejo v okolje, ampak recirkulirajo, to se pravi, pridejo ven in ker se ne pritrdijo, grejo nazaj v sistem. Potem pozicioniramo čip v bistvu 10 mikrometrov nad površjem in zdaj, ko bomo spet prižgali suspenzijo, bodo celice dosegle površje in se pritrdile na površje točno
podlagi, točno na pozicijah, kjer želimo. Zdaj, kot sem omenil že na začetku, mi tukaj ne delamo kot nekih tako kompleksnih snemih, kot sta Mojca in Martin prej, na širšem področju multiorgan, ampak bolj na celičnih interakcijah, ker lahko v ta sistem integriramo več različnih celičnih tipov na zelo majhnem nivoju. Tu so v bistvu kot nekako kaj omogoča tehnologija, to se pravi, tehnologija dejansko res omogoča pozicioniranje ene same celice v točno določenem mikrometrskem območju v okolju. To seveda tudi potem klastrov celic ali pa malo večjih mikromodelov. Ker v bistvu koncept naše tehnologije je, da mi kontroliramo pozicijo, mi kontroliramo flow in mi kontroliramo čas. To se pravi, mi lahko kadarkoli izključimo flow in potem ni več, celice se ne more več priti ven. Do zdaj smo v bistvu govorili o 2D modelih v printanje na 2D. Podoben koncept lahko printamo tudi v layerjih, to se pravi celične layerje eno na drugo. Tu spet na recimo enem celičnem layerju lahko dodamo ta adhezijski agent in potem naprintamo naslednji celični layer in tako potem gradimo 3D strukturo. Ena prednost tukaj tudi je, da lahko v ta layer, ta molekularni layer, ki ga damo na celice, lahko integriramo tudi proteine ekstracelularnega matriksa, to se pravi, mi lahko dodamo fibronektin ali pa ostale proteine, recimo za ekstracelularni matriks in jih natančno razporedimo, tako kot želimo, na mikrometrsko osnovo. In tu je pa zdaj video, kako to izgleda v drugem layerju, se pravi, če imamo layer fibroblastov v prvem nivoju, v tem specifičnem modelu jeter, bomo tu naprintali HEP-G2 celice v drugem layerju. In potem v nadaljevanju v bistvu obdali ta isti mikromodel še s fibroblasti v drugem layerju. V bistvu tehnologija omogoča veliko igranja, veliko možnosti na tem celičnem nivoju, rečemo individualnih celic, ni zdaj cilj točno individualnih celic, ampak na območju mikromodelov, kako zmodelirati okolje. Iz stališča celic imamo izkušnje iz veliko različnih celičnih tipov. Tu imam dva bolj zanimiva primera. Primarne nevrone smo uspeli naprintati kot nevronsko mrežo in pa kardiomiocite. To je, recimo, po 5 dneh vidimo bitje kardiomiocitov, ki je v bistvu nek sistem za, da gledaš viabilnost kardiomiocitov. Zadnje dve stvari, ki še želim tule predstaviti, je, da smo kot s tehnologijo integrirani v raziskovalno okolje, smo del raziskovalnega projekta, ki je sponzoriran del Horizona 2020, kjer s kolegi iz Maastrichta, Nanta in pa Tissues v bistvu delamo na novem mikrofiziološkem modelu za ledvice. To je projekt, 4-letni projekt, kjer mi sodelujemo kot tehnološki partner, podobno Tissues, ki je organov na čip podjetje iz Nemčije, medtem ko so biološki partnerji iz Maastrichta in Univerze v Nantu. In čisto na koncu pa še želim predstaviti nekako, kot sem začel, terapevtski program. To je nekaj, v kar smo šli letos, začeli tako, da smo še bolj na začetku, ampak v bistvu sam kot koncept
želimo izkoristiti potencial tehnologije, da lahko naprintamo v bistvu tkiva ne samo na plastiki ali pa na gelih, ampak tudi na membranah, ki so biokompatibilne, ki so lahko vstavljene v človeka v nekem dolgem roku in potem v bistvu to izkoristiti za terapevtske namene. Tudi, to se pravi, sam koncept je izkoristiti visoko preciznost printanja, naprintati te peče na membranah in te peči so potem lahko izrezani in prenešeni v človeka ali pa in vivo za neke terapevtske namene. S tem pa bi zaključil in hvala še enkrat za pozornost in za priložnost. Hvala, Matija. Mislim, da sem res navdušen nad vsemi predavatelji. Ne morem reči, da sem direktno tako pričakoval. Mislim, vedel sem, da bom res navdušen, ampak zdaj pa sem še bolj, kot sem mislil, da sem. V glavnem, kot v prejšnjih dveh primerih, bi najprej prosil publiko, če so mogoče kakšno vprašanje, da najprej ta razčistimo, potem pa imam jaz kar seznam vprašanj. Upam, da jih bomo lahko še razrešila zdaj, drugače pa mogoče tudi kasneje. V glavnem, je kdo z publike? Jaz mislim, da tehnologija je impresivna, tako da jaz vidim neslutene možnosti tukaj, kar se tiče sodelovanja. Redo, zdaj, če se drugi ne javljajo, bi jaz nekaj stvari samo za začetek vprašal čisto glede tehnologije. In sicer torej lahko delaš tudi single cell exposure, ne? Tisto, kaj si kazal, so recimo nanodelce si na posamezno celico polival, ne? So tu mogoče kakršnekoli omejitve glede, ne vem, velikosti celic, glede nekih drugih fizikalno-kemijskih lastnosti, veš, ki so kot neke omejitve za uporabnost same tehnologije za posamične celice? To je odlično vprašanje. Mislim, prva omejitev je, da to večinoma deluje na adherentnih celicah, ker ni realno, da ti loviš celico okrog, ki se premika. Se pravi, to je glavna omejitev, da je celica adherentna, da jo lahko lociraš pod mikroskopom in potem prideš zraven, kjer želiš imeti kot dostavo. Izven tega pa v bistvu je tehnologija je fleksibilna, ne? Imaš ta, kot bi rekel, nek bubble je v bistvu 40 mikrometrov oziroma 60 mikrometrov krat 40 mikrometrov in se lahko poveča do 100 mikrometrov. Zdaj, in to deluje na mikromanipulatorju, da se z mikromanipulatorjem lahko točno lociraš, kako boš prišel k celici zraven. In potem to naredi ovoj okrog celice kot bubble, ne. Tako da ni nekih, razen da morajo celice biti pri miru, ni zdaj nekih specifičnih omejitev. Potem je v bistvu aplikacija, ne, kaj želiš dostaviti in kako. Zdaj nanodelci so, je pa to podobno kot podoben princip kot pri bioprintanju, ne. Ti imaš v tem primeru, ko imamo samo dostavo, imaš ožje kanale za celice, potem rabiš širše kanale, ne, ker so večji delci, da lahko to deluje flow. To je bilo moje naslednje vprašanje. Verjetno platformo ima tako razvito, da te kanale lahko poljubno verjetno skaliraš pa razmake. Načeloma ja. Mislim, imamo zdaj neke standardne te velikosti, ki so primerne ali za dostavo ali za celice. Za celice imamo trenutno 2 različne velikosti, so pa tudi interni razvoj, ker v bistvu gledamo, koliko daleč lahko to gre. Recimo tudi ideja je kot dostava večjih sistemov kot sferoidov ali pa organoidov, ne? Koliko daleč te kanali. Se to smisla, veš, da bi recimo Langerhansove točke, ko je pač neki skupek oziroma neka večja funkcionalna enota celic, ne, da jih bi recimo te potem iz neke kulture pač nanašal, ne? Ker to je nekaj, kar recimo tudi nas zelo zanima, da bi potem pozicioniral pa sferoide, kot si omenil, ne, da bi dejansko lahko pozicioniral na točno določena mesta, recimo v scaffoldu nekaj, ne. Ja, to je ideja, ne. Recimo to, kar imamo zdaj, so ali ta dostava ali pa za printanje je recimo, pač mora biti celična suspenzija brez agregatov, ker če so agregati malo večji, bojo zablokirali kanale.
Se pravi, pač interno pa tudi gledamo, koliko se da povečati kanale, da imaš agregate celične, sferoide ali pa tako naprej, ampak to je v internem razvoju potencialnem. Nismo niti še ne moramo reči, da sploh lahko, ne. Zdaj, druga stvar, ko se rekel scaffolde, kar je recimo potem omejitev v printanju, je, da to deluje na izmenjavi tekočin. Ne. To ni idealno za recimo nek gel printanje v gelu, ker lahko pač spet se zamašijo kanali. To je Se to tudi me pod vprašanje, če bi bilo teoretično za bio-ink printati tudi, ne, recimo. Recimo, da so neke možnosti, kako to doseči, ampak ni pa to zdaj namenjeno temu. Mislim, namenjeno. Itak pri nas je, mislim, mi želimo razširiti nabor aplikacij, zdaj ni to zdaj. To je samo nekak začetek, ne. Kot si sam rekel, je to možnost aplikacij na tem nivoju je ogromno, ne. Zdaj, kam bo to šlo, bomo videli. Recimo, idealno bi bilo, da imaš v enem od teh rezervarčkov, iz katerih potem printaš celice, potem druge celice, pa neki material, pa sendviče delaš, ne. To bi bilo ne samo s celicami, ampak tudi z materiali vmes, ne. Sicer to lahko s kako drugo tehnologijo mogoče sklopiš, ne, recimo, da normalno 3D bar printaš, hkrati pa imaš še tvojo glavo, recimo prilagojeno s tem vašim penom, ne, pa potem na ta način mogoče kombiniraš kot ideja. Ne, to absolutno deluje, se recimo, ampak material mora biti vodna viskoznost, to je edina omejitev. Pač recimo s tem, kar sem prej razlagal, ne, mi delamo tudi nekaj, kar je še malo interno razvoj, ampak recimo kot aplikacija delamo en sloj celic, potem vmes naprintamo fibronektin oziroma nek ekstracelularni material na specifičnih področjih, potem drugi level celic, čez druge celice, preko tega pa spet fibronektin, pa spet tretji celice preko tega. To recimo, to bi bilo izjemno zanimivo, ne? Ja, to se da doseči brez težav, če je material vodne viskoznosti. Se pa čisto realno, ne? Se pravi, koliko je tisti čas, oziroma bom te tako vprašal, ali je posamična, se pravi single cell resolution odvisna od redkosti tvoje osnovne suspenzije, ali dejansko lahko pri katerikoli gostoti celic, ki jih imaš v rezervoarju, dejansko vstaviš tako hitro, da eno celico res naneseš? Ali pač mora biti bolj redka, ne? Ja, seveda. In tudi je odvisna od skilla operaterja. To se pravi, ja. Ne, ampak to je recimo tudi prednost, ker lahko ni odvisno, ti lahko imaš reči suspenzijo, pa daš notri, ni zdaj neke barijere, kakšno suspenzijo moraš imeti, ne? Če hočeš imeti single cell, pač imaš bolj redko suspenzijo, pa probaš zastavo single cell. Ok, še samo 2 vprašanji, se bolj bomo se preselili do doma, ampak zanima me še to, in sicer ti si kazal vse posnetke, ki si jih dejansko z mikroskopom zraven snemal, kaj imate, torej sistem, ki ga prodajate, je avtomatizacija, se pravi sklopljenega mikroskopiranja in nanašanja z tem biopenom ali prenosljivo tudi na druge platforme mikroskopov? To se pravi, biopen nima integriranega mikroskopa, biopen kot dostava celic je ločeno. Bioprinter ima pa integriran mikroskop, zato ker pač to v živo gledaš kako in je v bistvu integriran fluorescentni mikroskop, ni zdaj konfokalni mikroskop, ampak je fluorescentni. Ampak to je super. Vredo, potem pa še imam tole in sicer, kako dobro lahko nadziraš ti dejansko, se pravi, ta nanos celic iz posameznega rezervoarja, bi lahko gradiente recimo naredil, se pravi, da vmes med nanosom pospešiš, veš pa vlečeš, pa bi naredil, ne vem, od posamične celice do 10 na neko prostorsko enoto. Ja, v bistvu lahko narediš celice, ampak v bistvu ne kot gradient, da je vedno več celic, ampak ja, verjetno se da, ker pač se lahko povečuje flow, ne? Lahko se povečuje hitrost flowa, z optimizacijo bi se verjetno dalo, da z nekim flowom
Ampak recimo realno, kako mi to naredimo, je, da na enem področju damo za krajši čas, pa gre manjše število celic, na drugem področju damo večji čas, pa gre malo več celic ven in tako naprej. Lahko to tako tudi avtomatiziraš, da bi recimo prvi 2 sekundi iz enega kanala, potem iz drugih 5 sekund iz 3 kanalov, veš pa na ta način gradient mogoče delaš, ne? Ne, to se da, to je avtomatizacija. Problem tega je, ni toliko problem ta hardwareov avtomatizacija, to je notri, je software, problem je biološka optimizacija, ne? Ker recimo moraš točno vedeti, kako se bojo specifične celice prijele kako se bojo obnašale v določenem okolju, ne? Recimo, ne primejo se vse celice enako, oziroma ni ista suspenzija celic kot biologija, ne deluje vedno vse isto, ne? To je večji problem, ne toliko avtomatizacija. Nismo pa še tam, da bi imeli kot recimo, čeprav imamo vse komponente, ne, imamo mikromanipulator, mikroskop, da bi imeli celični software, ki bi prepoznal obnašanje celic, kaj se dogaja, ne, pa pol delo feedbacka v sistemu. To je pa za prihodnost. Se to vprašanje mogoče ni za eter, no, ampak čisto cenovni rang me tako zanima. Veš, da se lahko drugič pogovarjava, ne? Lahko ti potem povem. Ni pa skrivnost, mislim, sistem je okrog 100,000 €. Ok. Redo, zdaj, če boste kdaj rabili kogarkoli za testiranje, mi smo takoj za demo, imamo ful različnih tipov celic, pa ful različnih zanimivih problemov. Se bomo potem zmenili. Ok. Vredo, zdaj vidim, da še nekaj ostalih udeležencev je tudi z nama, še mogoče kako vprašanje za Matijo za konec. Če pa ne, pa se zahvalimo še Matiji, pa tudi vsem ostalim. Zdaj mislim, da sta ostala 2, ki sta predstavljala že tudi na Gatheru, tako da lepo vas vabim še, tako kot je tudi Manca napisala v chat za to aplikacijo Gather, kjer še lahko nadaljujemo diskusijo. Tako da drugače pa se vsem udeležencem lepo zahvaljujem. Upam, da ste bili navdušeni nad predstavitvami tako kot jaz. To je res presežek, bi jaz rekel, vsega, kaj smo videli danes, tako da z velikim veseljem gledam na to, kako lahko sodelujemo z vsemi tremi, ki so danes predstavljali. Tako da verjamem pa, da tudi ostali. Tako da, če ni drugih vprašanj, Neža, še imamo kaj za rešiti? Ja, najlepša hvala, dr. Maver, za vrhunsko vodenje panela. Le se vidi, da smo v bistvu vsi uživali v vseh predstavitvah in še enkrat hvala vsem panelistom za vrhunske predstavitve. Zdaj bi se pa v tem trenutku tudi jaz rada zahvalila ministrici dr. Simoni Kustec, Kristi Huda-Knobloh za lepa uvodna nagovora prvega dne simpozija, vsem drugim panelistom in moderatorjem današnjega dne in bi zdaj vse udeležence, torej paneliste, poslušalce in moderatorje povabila na mreženje na platformi Gather, kjer je možno zastaviti več vprašanj oziroma se povezati na kakšen drug način. Hkrati bi vas pa opomnila, da je to prvi dan simpozija, torej simpozij nadaljujemo tudi jutri, kjer nas čakajo še 3 paneli. Nadaljujemo pa ob 10:45. Zdaj bom pa še enkrat delila link za Gather. Spomnila bi vas pa tudi, da ste ob prijavi na mail dobili link do Slack kanala, ki bo aktiven še 1 mesec po simpoziju. Torej, če mogoče danes niste imeli kakšno vprašanje in se vam porodi čez kakšen teden, so panelisti in moderatorji oziroma drugi udeleženci še vedno na voljo oziroma po Slack kanal na voljo, da pač ta vprašanja zastavite tam. Zdaj se pa vidimo na mreženju oziroma se vidimo jutri zjutraj.